današnji namen sklica novinarske konference je predvsem predstaviti delo mandatno-volilne komisije od začetka nastopa mandata do petka letošnjega leta. Morda v uvodu sicer tisto manj zanimivo, pa vendarle je prav, da vas seznanim, da mandatno-volilna komisija šteje 19 članov, od tega je 10 članov koalicije in 9 članov opozicije. Nekako zastopanost mest v mandatno-volilni komisiji po poslanskih skupinah je naslednja, in sicer največja koalicijska stranka, Slovenska demokratska stranka, ima 6 mest, poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, 6, Pozitivna Slovenija kot največja opozicijska 6, poslanska skupina Socialnih demokratov in Državljanska lista 2 mesti, Demokratična stranka upokojencev, Slovenska ljudska stranka in pa Nova Slovenija po 1 mesto, prav tako pa je zastopanost enega člana tudi strani poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti. Kot veste, mesto predsednika pripada poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Glede na preteklo obdobje je mandatno-volilna komisija imela 28 sej, od tega 8 rednih sej in pa 20 nujnih sej. Morda boste zasledili podatek, da je bilo 9 rednih sej, vendar vas naj opozorim, da je ena seja odpadla oziroma smo jo odpovedali. Pri tem smo obravnavali 124 točk dnevnega reda, od tega 54 točk na rednih sejah in pa 70 točk na nujnih sejah. Mandatno-volilna komisija je na navedenih sejah določila besedila 61 predlogov sklepov oziroma ugotovitvenih sklepov v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami. Pripravila 8 predlogov sklepov oziroma ugotovitvenih sklepov za sejo Državnega zbora v zvezi z poslanskimi mandati oziroma opravljanjem funkcije poslance. Pripravila je 13 predlogov sklepov v zvezi z imunitetnimi zadevami, 11 se jih je nanašalo na poslansko imuniteto in 2 na zadevi sodniške funkcije, opravljanje sodniške funkcije. Obravnavali smo tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih kot matično delovno telo ter predloga proračunov za leto 2013 in 2014 kot zainteresirano delovno telo. Sicer je pa kot pristojno delovno telo poleg tega sprejela mandatno-volilna komisija še 115 drugih sklepov oziroma odločitev. Pri tem je določila besedila odgovorov na tožbe in pripravljalne vloge, določila potek kandidacijskih postopkov, pozive poslanskim skupinam in javne pozive, sprejela podzakonske akte mandatno-volilne komisije, sprejela sklepe na podlagi obvestil poslank in poslancev, na podlagi 13. člena zakona o poslancih, sklepe o dodelitvi službenih stanovanj in še mnogo drugih zadev. Naj pri tem opozorim tudi na to, da se je na samih sejah mandatno-volilne komisije, takrat, ko se zadeve nanašajo na javne pozive, večkrat postavljalo vprašanje, zakaj mandatno-volilna komisija nekaterih vlog ne obravnava oziroma ne upošteva nekaterih javno znanih dejstev, pri tem mislim predvsem na dejstva o izobrazbi, o naprimer javno dokazljivih dejstvih, vendar vas naj seznanim, da mandatno-volilna komisija deluje na enak način, kot so do sedaj delovale vse mandatno-volilne komisije in da smo pri tem zasledovali predvsem cilj, da se vsem kandidatom zagotovi enaka obravnava. Namreč takrat, ko na nek javni poziv dobimo 5 ali 10 vlog, ni težava, da se zadeve preverijo. Seveda je pa tukaj težava nastopi takrat, ko se na nek določen javni poziv prijavi 100 ali več kandidatov in kandidat, takrat pa je zelo težko zagotoviti enako obravnavo vseh kandidatov. In tukaj v bistvu na tem mestu tudi nekako zavračam tiste navedbe, da mandatno-volilna komisija dela zelo birokratsko. Jaz menim, da je potrebno najprej spoštovati načelo enakosti obravnave. Mandatno-volilna komisija je kot pristojno delovno telo določila tudi 4 besedila odgovorov na tožbe zoper sklepe Državnega zbora, s katerimi so tožniki razrešeni dolžnosti članov
in sicer so tožbe na pristojna upravna sodišča vložila razrešena člana Uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in pa 2 razrešena člana nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija. V zvezi z eno od tožb je Mandatno-volilna komisija nato določila še besedilo pripravljalne vloge na pripravljalno vlogo tožnika gospoda Goloba. Po mnenju tožene stranke, to je v tem primeru Državni zbor, gre v predmetnih zadevah za odločitev Državnega zbora, ki niso upravni akti, zato jih ni mogoče presojati po 2. členu Zakona o upravnem sporu, niti ni prišlo do posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika oziroma tožečih strank, ki jih upravno sodišče presoja po 4. členu navedenega zakona. Po mnenju tožene stranke, torej Državnega zbora, je organ, ki je pristojen za imenovanje, pristojen tudi za razrešitev, če zakon ne določa drugače. In tako je postopala Mandatno-volilna komisija in Državni zbor tudi v navedenih primerih. O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov Državnega zbora, s katerimi odloča o pravicah ali obveznostih in pravnih koristih posameznika in organizacij, je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu, če za določeno zadevo ni zakonom predvideno drugo sodno varstvo in prav tako za presojo zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika. To je v skladu s 157. členom Ustave Republike Slovenije. In naj še nekako spregovorimo o pristojnosti nadzora nad delom Komisije za preprečevanje korupcije. Na podlagi odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora ima Mandatno-volilna komisija še naslednje pristojnosti, in sicer na podlagi 20., 21. in 3. ter 4. odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. In sicer, da obravnava letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, da obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov komisije in opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov. Mandatno-volilna komisija je v tem mandatu tako obravnavala letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2010 z dodatkom do vključno maja 2011, vendar z obravnavo poročila še ni zaključila, ker Komisija za preprečevanje korupcije še ni dopolnila navedenega poročila na podlagi sklepov, ki jih je sprejela Mandatno-volilna komisija na 2. seji dne 12.4.2012. Naj spomnim, da je Mandatno-volilna komisija od Komisije za preprečevanje korupcije v tem primeru zahtevala, da se to poročilo dopolni z revizijo poslovanja za pretekli leti, ko je komisijo vodil gospod Kos in jo je naročil predsednik komisije magister Klemenčič. Prav tako je zahtevala, da dopolni to poročilo s poročilom o primopredaji med sedanjim predsednikom in predhodnim predsednikom ter še z 2 sklepoma, ki se nanašata bolj na metodologijo in analizo podatkov za omenjeno obdobje. Takšno ravnanje predsednika in namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje je seveda v neskladju z zakonom, saj ne spoštuje sklepov Mandatno-volilne komisije, ki je po zakonu pristojna za nadzor nad njihovim delom. Na podlagi 19. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa Komisija za preprečevanje korupcije o svojem delu enkrat letno poroča Državnemu zboru in to poročilo za preteklo leto mora predložiti Mandatno-volilni komisiji najkasneje do 31. maja tekočega leta. Žal moram pri tem povedati in opozoriti, da je do danes Mandatno-volilna komisija tega poročila ni mogla obravnavati, ker ni prejela poročila v skladu z veljavno zakonodajo. V zvezi s tem smo dne 30.5.2012 strani Komisije za preprečevanje korupcije
prejeli obvestilo in prošnjo, da bodo posredovali poročilo z zamudo, in sicer kot razlog je predsednik komisije navedel, da komisija želi v poročilo vključiti tudi rezultate celovite analize poslovno-gospodarskega okolja v povezavi s sistemsko korupcijo, ki je bila izdelana zaradi pozne zagotovitve donatorskih sredstev za izvedbo ankete. 13.9.2012 sem kot predsednica mandatno-volilne komisije ponovno pozvala KPK, da predloži letno poročilo za leto 2011 in dopolnitev letnega poročila za leto 2010. 24.9. smo prejeli strani KPK odgovor, da je predsednik komisije trenutno na daljši službeni odsotnosti in da se vrne v začetku oktobra. 18.10.2012 sem ponovno pozvala komisijo, da predloži letno poročilo za leto 2011 in dopolnitev za leto 2010. 30.10.2012 je mandatno-volilna komisija prejela strani Komisije za preprečevanje korupcije izdelano poročilo, vendar pa le to ni bilo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je predsednik Državnega zbora pozval komisijo, naj predloži letno poročilo za preteklo leto, se pravi za leto 2011, najkasneje do 18.12.2012. 9.1. sem kot predsednica ponovno pozvala komisijo, žal z njihove strani do danes še nismo prejeli navedenih poročil. Na tem mestu bi torej ponovno pozvala predsednika Komisijo za preprečevanje korupcije, da spoštuje zakonske določbe, ki izhajajo iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vezane na poročanje o delu komisije enkrat letno v Državnemu zboru in da posreduje tudi odgovor na sklepe mandatno-volilne komisije, sprejete na drugi seji dne 12.4.2012. Na tem mestu se želim zahvaliti za korektno in strokovno delo tudi vsem članom mandatno-volilne komisije, se pravi vsem poslankam in poslancem in tudi seveda strokovni službi mandatno-volilne komisije, ki opravi ogromno tistega dela, ki ga niti člani mandatno-volilne komisije, niti slovenska javnost dejansko ne vidi. Gre tukaj predvsem za tiste zadeve vezane na kadrovske zadeve v zvezi s poslankami in s poslanci.